Lepo pozdravljeni na današnjem webinarju Založbe Mladinska knjiga. Sem Hema Vasle, urednica gradiv za matematiko, in to je prvi webinar, na katerem vam lahko s ponosom predstavimo zaključeno vertikalo tako samostojnih delovnih zvezkov, kot tudi potrjenih učbenikov za matematiko od 6. do 9. razreda. Vsa ta gradiva imajo seveda tudi interaktivno podporo. Poleg potrjenih učbenikov imamo tudi potrjene digitalne učbenike in interaktivne učbenike. Nekateri po matematiki 9, ki je letošnja novost, že poučujete po učbeniku. Upam, da ste z njim zadovoljni in da vam kljub pozni izdaji ni žal, da ste se odločili za delo po teh gradivih. Vsi drugi pa boste ta gradivo matematika 9 malo spoznali danes. Lahko pa tudi pišete na mail učbeniki@mladinska-knjiga.si in se dogovorite za predstavitev, na kateri boste dobili tudi brezplačen izvod tega gradiva, da ga boste lahko prelistali. Avtorji gradiva so Vanja Ucvirk-Karner, Uroš Medar in Mitja Vatovec. Dva od teh, Uroš in Mitja, sta danes z nami. Najprej vam bo Uroš nekaj povedal o novem učbeniku in o tem, kako z njim si olajšamo delo v razredu. Potem pa vam bo Mitja povedal nekaj, ravno obratno. Mitja vam bo povedal nekaj o učbeniku, Uroš pa vam bo povedal, kako otrokom olajša prehod iz računanja s števili na računanje s spremenljivkami. Vas pa vabim medtem, ko onadva vam bosta predstavljala, lahko zapišete vprašanja, vam bomo poskušali na njih odgovoriti že sproti, ali pa potem na koncu, če bodo vprašanja za avtorja. Zdaj pa Mitja, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bom samo sekundo, da delim eno enoto enega poglavja v učbeniku. Predstavil bom koncept, nekako kako je zadeva razdeljena tukaj v učbeniku, malenkost drugače kot v delovnih zvezkih, samostojnih delovnih zvezkih. Kakšna stvar je dodana. Izbral sem si poglavje obdelava podatkov in verjetnost in tukaj je prva enota srednje vrednosti. Začne se z rubriko Ponovimo, pri kateri je kakšna naloga, včasih celo dve, ki se navezujete na neko predznanje, ki naj bi ga učenci že usvojili mogoče v tem šolskem letu, samo malo prej, ali pa v kakšnem razredu prej, mogoče 8., 7., tudi 6. Tukaj se navezuje ta naloga jasno na neko povprečje, kjer je to potem super izhodišče za obravnavo še preostalih srednjih vrednosti. Vsaka enota ima tudi takole desno ali pa levo nek listek, na katerem so ali pa je ali pa sta zapisani neki cilji, ki naj bi jih učenec oziroma učenci dosegli pri obravnavi teh vsebin. Potem vedno sledi rubrika Preberi in razmisli, tale enka je tamle napisana. Tukaj smo si res kot v vseh preteklih gradivih nekako želeli, da se navezujemo čim bolj iz primeri iz vsakdanjega življenja. Vidi se dva moška, avtorja in je kar nekaj športa, recimo sploh pri stvarih, kjer se da, obdelava podatkov oziroma statistika, recimo bolj v splošnem zagotovo, je prežeta v športu. Veliko je statistike in tukaj imamo dva košarkaša, Gorana in Luko, ki jo verjetno poznate. Gorana poznate, Luko Rupnika pa tudi verjetno poznate. In potem pač neke tekme, neke točke, podaje, ki sta jih dosegla oziroma izvedla, in pa dan v tednu, ko je bila odigrana tekma. In potem na podlagi teh podatkov iz preglednice vpeljemo aritmetično sredino, pa seveda mediano ali središčnico ter pa modus. Temu razdelku potem sledi dvojka, to je pomagaj si, to so v bistvu rešeni primeri, rešeni zgledi, ki nekako še nadgradijo te vsebine, ki so bile obravnavane v razdelku Preberi in razmisli. Tukaj je, mislim, da sta tri taki pomagaj si. Potem rubrika pod trojko, to je reši, to so naloge za reševanje v zvezek, jasno. Vedno jih je, mislim, da več kot dovolj teh nalog, tako da
ni nobene potrebe, da bi iz kje drugje še imeli, lahko pa seveda tudi ne, se imamo vsi kakšno zalogo nalog tudi iz kje drugje. Potem pa sledijo recimo naloge zvezdico, kot je tukaj videna. To so recimo malo težje naloge, ki zahtevajo več razmisleka, mogoče več časa tudi. In pa vsaka enota ima tudi misijo neznano. To je pa še neka nadgradnja, tukaj pa ponavadi še mogoče težje naloge ali pa da mora kaj utemeljiti, torej neke više taksonomske stopnje ponavadi, da lahko tisti učno uspešnejši učenci se tudi malo zaposlijo, če jim je tisto prej lahko. Znotraj vsakega poglavja pa je še ena zanimivost, ki se tudi navezuje na to obravnavano vsebino znotraj poglavja. Tukaj imamo neko normalno oziroma Gaussovo krivuljo, ki je recimo neka taka popularna krivulja, znotraj katere so razporejeni neki podatki. Tako in potem jasno naprej, merila za razpršenost in kot vidite zelo podobna zgodba, spet cilji, razdelek ponovimo, tukaj jasno potrebujemo mediano, potem pri kvartilih pa pri škatli zbrki in tako naprej. Zdaj mogoče gre malo prehitro, ampak je zelo podobna zgodba. Potem spet rešeni primeri, naloge za reševanje, kakšna naloga z zvezdico, misija v neznano in pa zanimivosti verjetno ni več, ker je že bila pri prvi enoti. Potem bi pa mogoče tisto, kar je še za omeniti, je empirična preiskava. Malo moram iti više, malo skačem, se opravičujem. Empirična preiskava je tudi v SDZ-ju, kjer v bistvu je razdeljeno, kako poteka empirična preiskava od 1. do 4. koraka, nekaj v anketi o vrstah vprašanj in potem tudi rešena oziroma narejena ena empirična preiskava na nekem odnosu devetošolcev osnovne šole znanje do matematike. Pa da to še ni vse, jasno, na koncu še nekaj primerov oziroma predlogov za empirično preiskovanje, recimo, če bi se odločili to delati z učenci, da si lahko znotraj teh predlogov izberejo svojega ali pa jasno si tudi izmislijo svoj problem. In pa še projektna naloga, ki se imenuje V deželi Kremenčkovih. Tole sem jaz celo enkrat izvedel, ne celo enkrat, to je zelo nova zadeva, torej, da sem jo lahko samo enkrat izvedel in tudi ocenil. Tako da tukaj je v bistvu zanimiva zadeva iz tega vidika, ker je odprt problem, niso odprti problemi, ampak vse naloge praktično se navezujejo na oznako pnevmatike, ki jo imajo na svojem avtomobilu. In teh oznak je relativno veliko. Tale prva številka, če ste kdaj mogoče pogledali pnevmatiko, ima neke 3 podatke. 205, ki je širina pnevmatike v milimetrih, 45 je višina pnevmatike v odstotkih glede na širino in pa zadnja številka, 17 v tem primeru, pa je dolžina notranjega premera pnevmatike v colah. In potem so učenci slikali to svojo pnevmatiko, no ne ravno svojo, od staršev, avtomobil in potem se naloge navezujejo vse na tele mere, in imajo v bistvu vsi ali pa skoraj vsi drugačne podatke in potem tudi različne rezultate. Mislim, da sem dal tole 17 točk, je bilo vse skupaj. Jaz sem jo v bistvu rešil, potem sem pa nekako točkoval, glede na moje postopke. Aha, tukaj bi dal 1 točko, tukaj 2 točko. Se bi dal pa zagotovo tudi lepih recimo 20 točk narediti. Jaz sem imel še 3 točke dodatno zaradi nekih stvari, ki so se dogajale nadaljavo. Tako da ja, se pa v bistvu ta projektna naloga navezuje na vsebine, ki se obravnavajo v 9. razredu. Dobro, malo obseg kroga, to je še 8. razred, pa nikoli ni odveč omeniti tudi krog. Potem tukaj imamo prostornino, površino valja, ki se pojavi tudi v 9. razredu. 3. naloga se navezuje na prizme in piramide, neko hiško si mora narediti iz papirja v merilu 1:100. 4. naloga se navezuje na srednje vrednosti, 5. pa na verjetnost in res en tak lep, neka taka zaključna celota vsebin, ki se obravnavajo v 9. razredu.
In evo, kot vidite, učbenik ima 299 strani, plus še ena, da se deli s številom 4. Ok, zdaj, če kakšno vprašanje, če sem bil kje prehiter, morda mi lahko napišete v chat ali pa se kar oglasite preko mikrofona, pa bom poskusil odgovoriti. Mitja, hvala, zaenkrat ni nobenega odgovora. Za odgovore je seveda ves čas, imate čas. Lahko tudi, če kdo želi kdaj, da ga spustimo do besede, potem, ko avtor zaključi, lahko dvignete rokico, pa vas bomo potem spustili do besede, da vprašanje zastavite v živo. Lahko pa napišete vprašanje. Uroš, potem pa mislim, da najbolj že kar ti nadaljuješ s predstavitvijo. Velja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Mogoče bi samo eno stvar, Mitja, če bi jo še pripravil za pol, ko bom jaz zaključil. Vključili smo tudi modeliranje. Ena izmed takih zahtev, ki jo imajo tudi na zavodu, je modeliranje. In je bilo pripravljenih nekaj nalog še na to temo. Mogoče, Mitja, še potem po koncu moje predstavitve pokažeš še to. Naj ti bo. Hvala lepa, to sem si vedno želel. Hvala. Delim z vami mojo predstavitev. In sicer izrazi s spremenljivkami in računanje z njimi. Boste rekli, da je to tema 8. razreda, pa se strinjam do neke mere, po drugi strani pa potem srečamo v 9. razredu pri enačbah iste težave, s katerimi smo se obremenjevali polovico 8. Ko nekako ne uspemo presekati tega gordijskega vozla številk in črk in kako se računa z enimi, kako se z drugimi, kako se sešteva, kaj lahko seštevamo, kaj lahko množimo, kako množimo in tako naprej. In moram biti iskren, da je to stvar, ki je bila izvedena pri meni prvič in je bila čisto naključno, ker sem uspel na novi šoli, kjer zdaj poučujem, se dogovoriti z vodstvom za nakup enih likov, ki jih uporabljam za razdelno matematiko, in je potem vsa stvar prerasla v to, da smo zelo hitro z učenci uspeli, v bistvu so bili oni navdih, na koncu, da je ta stvar potekla, da se sploh stekla in da se je zadeva izvedla. Razdelil sem v korake, tako da boste mogoče, bom skušal prikazati, kako smo spletali celo zadevo in na koncu bom zelo hvaležen, če kdo uspe mi dati idejo, kako prikazati kvadrat dvočlenika in pa množenje veččlenikov. Jaz moram reči, da moja inovativnost ne gre več tako daleč, da bi to uspel še prikazati. Tako, prva stvar, prvi korak, ki smo jo mogli narediti z učenci, je bilo, da smo ustvarjali povezavo med liki, ki so jih videli, in kje je to zdaj v matematiki kot spremenljivka. Dogovorili smo se za oznako posameznega lika in za barvo. Tukaj zdaj, tako na naslednji sliki boste videli, se pravi, takole nekako so ti liki, mogoče jih to že pozna, in jih imam poimenovane na dva načina. Eno prvih vprašanj, ki mi ga je dala urednica, tudi ko sem mi poslal tole mojo predstavitev, a pa ne pride do zmede zdaj. Zakaj tle RU, če so pa trikotniki? Ne pride do te zmede zaradi tega, ker imajo vsakič drugačno navodilo. Pri prvi nalogi je bilo navodilo poimenuj sliko glede na vrsto lika, v drugem primeru pa poimenuj glede na barvo. Zakaj se mi je zdela ta barva tako strahotno dragocena? Iz čisto preprostega razloga, ker imamo rumeno in rdečo in smo videli, da samo z R-jem ne pridemo skozi. Hkrati imamo zdaj RD in RU in smo rešili še urejanje veččlenika. Se pravi, da jih urejamo po abecednem vrstnem redu, kaj če imamo te mešane člene, ker imamo dve črki, ker polkrat naenkrat ne vemo več, kam paše. In smo se pri tej rdeči zelo hitro navadili, da če je RD rdeča in je D pred U-jem v abecedi, potem prije najprej rdeči in potem rumeni. Kar je bilo meni zelo zanimivo in zelo tako sem bil vesel, da se je do tega prišlo, ko so učenci videli pol že čisto na abstraktni ravni, recimo je pisalo 5M plus 3M, so rekli, 5 modrih, pa 3 modri, 8 modrih. Ne? In se mi zdi, da sem končno uspel doseči to, k čemur jaz osebno stremim, da to stvar dojamejo ali kot neko enoto, ali kot preštevanje teh M-jev, K-jev, T-jev, R-jev, R-D-jev, česarkoli že, in je, se ne pravim, da je za vse, ampak po veliki večini, predvsem pa učno šibki, se večkrat spomnijo in si povejo, čak trikotniki, pa so pol bili pomirjeni. Drugi korak potem, ki je bil, je zdaj,
kako izgleda enočlenik, kako izgleda veččlenik in potem, tako kot sem že malo omenil o samem urejanju. Takole smo ločili 4T, ki je iz 4 trikotnikov, je enočlenik, tale prizma, ta kvader, je bil pa dvočlenik. Oziroma, ena prvih stvari, upam, da še koga od vas zdajle takoj zmoti, a je ta drugi res dvočlenik ali tričlenik celo. In to je ena izmed zadev, ki smo jo zelo hitro rešili, smo rekli ne. Liki, iste vrste liki so si med sabo podobni in smo uvedli ta termin podoben in jih lahko med sabo seštejemo. Se pravi, nam je vseeno, a je kvadrat poln ali prazen, še več vseeno nam je, a je rdeč ali rumen, dokler govorimo samo o vrsti lika. In rečemo, ok, se pravi, ko govorimo samo o kvadratih, takrat so si med sabo podobni in jih lahko kar skupaj preštevamo in na enak način pa to prenesemo v matematiko in rečemo, ok, torej tukaj imamo en kvadrat in 3 kvadrate, torej skupaj 4 kvadrate, torej 1K plus 3K, 4K. Spustil sem načrtno to, kar imamo, kar lahko vidite tudi v kakšnih gradivih, da se potem kot neko izpostavljanje je prikazano. 1K plus 3K je potem pa v oklepaju 1 plus 3 krat K. Se mi je zdelo, da je ta stvar in potem ratala tako naravna, da bi jih stisne mogoče samo zmedel. In tako, naš dogovor, ki je bil, da likom iste vrste rečemo, da so podobni, tudi če je en moder, eden rumen, eden poln, eden prazen, ni važno, če je kvadrat, je to kvadrat. Če je rumene barve, je rumene barve. Pa vsem, a je to trikotnik, a je to pravokotnik, a je kvadrat, ali je šestkotnik, nam ni pomembno, ker glede na našo izbrano lastnost, našo izbrano spremenljivko, sta si podobna. Tako, če bo karkoli prehitro, dajte tudi vmes mogoče v klepet napisati, če se kakšno vprašanje sproti porodi, bo mogoče lažje odgovoriti, ker potem se nazaj vračati. Hema, tebe pa prosim, če bo karkoli, da me ustaviš in opozoriš. Naslednja stvar, ki smo jo potem začeli, je bilo seštevanje enočlenikov. Se pravi, kako zdaj to seštejemo, večkrat sem že nakazal sproti. Ja, rekli smo, seštevamo lahko samo tiste, ki so enake vrste. Zdaj, če imam jaz 3 trikotnike pa 5 kvadratov, to ne pomeni, da imam 8 kvadratnih trikotnikov. In se njim to zdi celo še večkrat smešen, kot ko rečeš, ampak se jim je, kot enkrat kaže, bomo videli, kakšna bo zgodba v 9. razredu, to usedlo in do teh menjav zdaj vmes ne prihaja. Da bi probali mi iz 3T plus 5K narediti 8TK. Kar v preteklih letih moram priznati, verjamem, da ima še kdo drug od vas tako izkušnjo, se je dogajalo in je prišlo do teh težav pri menjavi sploh, ko se doda še množenje. In tukaj smo zdaj imeli, kar naenkrat, jaz sem še tako, rad imam prostorsko predstavo, da jo pri učencih razvijam, pa sem že kar takole eno tako mini piramidico in tetraeder so noter dobili, da so se še učili malo tega preštevanja ploskov in tako. In smo rekli, ok, kaj je zdaj to, ne? Ja, kaj, imamo 3 pravokotnike, 2 trikotnika, 3 kvadrate, 4 trikotnike, a lahko še kaj naredimo? Ja, seveda lahko. Imamo 2 trikotnika in 4 trikotnike, torej v resnici imamo 6 trikotnikov. Na kaj pazimo? Ja, na to, da so še po abecednem vrstnem redu urejeni, ne? Se pravi K, T in P. In je tako zelo elegantno se je vsa stvar iz popolne abstrakcije, ki je marsikomu nepredstavljiva in je ne razvije praktično do konca osnovne šole, zadeva ratala jasna, ker jo je videl. In je videl celo v nečem, kar mu je bilo že domače. Se pravi, te like, te trikotnike, kvadrate, to že vse poznajo odprej in so samo matematično smo jih poimenovali vsakič in je šla zadeva lepo skozi. Po drugi strani pa, če smo rekli potem za isto stvar, zdaj pa dajmo to poimenovati z vidika barv, pa smo rekli, 3Z, 2 RU, 3 MI, 4 RD-ji, a je vse v redu? Ne, niso po abecednem vrstnem redu. Spet ta mešan člen dveh, ki imate na začetku R, so pol tudi sami reče, se res, RD, pol RU, ker je D predujem. In tako, čisto tako, se mi zdi dosti neinvazivno, so začeli sami urejati in so bili pol celo v stiski pri testu, ko so rekli, zakaj pa ne piše, da jih moramo urediti? Rečemo, ker pri testih ne sitarmo toliko. Ampak so tako lepo to tudi privzeli in tudi pri testih pol lepo to uredili. Naslednji korak je pa, kako zdaj seštevati veččlenike. Veččlenike smo že gor posebej pokazali, kako se naredi in kako zdaj to seštejemo.
najprej smo vsakega posebej zapisali in potem začeli seštevati podobne člene teh veččlenikov. Takole imamo zdaj primer, sicer veččlenika in enočlenika za začetek, se mi zdi tako, da je zelo dragoceno tudi, da gre vsa stvar tako postopno, da jih ne butnem takoj z ne vem čem. So pa potem te kompozicije, ta telesa ratala težja. Kar sem od njih zahteval je, da tam, ko imamo veččlenik, da ga damo v oklepaje. Ker samo tako lahko pokažemo, da je to res veččlenik. Se pravi, je to naš veččlenik, naše telo, ki je sestavljeno iz 2 kvadratov in 4 pravokotnikov. In če ste opazili, ves čas uporabljam iste slike, mislim, da sem jih naredil 7 in potem so samo te kombinacije raznih delov in se sestavljajo skupaj. No. In pa 3 pravokotnike. Ampak se načutka, če vidite že naprej. Potem smo samo spomnili se pravil, kaj če je pred oklepajem plus, kaj naredimo in sešteli podobne. Tukaj potem, to je eden težjih primerov, ki sem jih za njih naredil, da so pol se res še malo, smo se hkrati pripravljali še na kakšno tekmovanje usporedno. Tako, tukaj potem še, kako je vsa stvar bila rešena. Tudi vse rešitve na koncu sem jim dal. Vedno je bil učen list sestavljen tako, da so bile na prvi strani naloge, na drugi strani rešitve in so bolj kot nekaj čist samostojno raziskovali. Jaz sem bil zraven samo toliko, ki je res toliko zateknil, da niso uspeli presekati, da sem jaz malo večkrat porinil naprej. Tako, se pravi, zdaj sešteli smo veččlenike, zdaj pa še en primer. To se mi je zdel pa potem zanimiv poskus, po ne vem, mislim, da je bilo to že 6-7 ura, ko smo tole delali, a jih bo zmotil, če jim dam takole številko zraven. Ker zdaj pa tako mi je bilo, a jih bo to pa zdaj iz tira vrgel, če kar je ena številka zraven, in jih ni. Enostavno sem rekla, 3 kvadrati, 4 trikotniki, 5 kvadratov, pa 7. Pa sem napisal plus 7 in potem je bilo že takoj moje vprašanje, a lahko to 7 zdaj kam preštejemo? Sem rekla, ne, pač to je številka, to ni lik. Sem rekla, no evo, in na ta način vedno. Če imamo neko številko brez spremenljivke, je ne moramo nikamor prešteti, ker si niso podobni. Še en tak primer, recimo, tukaj vidite, imamo pa zdaj kvadrate raznih barv in zdaj enkrat je to 6K in je to enočlenik, drugič je pa to tričlenik 2Z, 2RD, 2RU. Tako da tudi tukaj potem sem kar naenkrat imel dvojno bazo enih vaj za njih, da so lažje zadeve delali. Spet, eno že sestavljeno telo, tudi za majčkeno urjenje prostorske predstave. Naslednji korak je bil potem množenje enočlenikov. Tukaj je bilo pa zdaj že kar meni majčkeno tako zahtevno, kako pa zdaj to sploh še prikazati. In sem jim potem rekel, vsoto enakih členov, kar množenje je, zapišemo kot množenje. In smo potem takole rekli, 4-krat, in oni so dobili takole rešen primer, tako kot je zdaj trenutno prikazan, so tako dobili, se pravi, 4-krat imamo po 3K-je, koliko jih v resnici imamo? 12. In potem enako s temi pravokotniki, pa s piramidami. Pol je bilo pa zadnji korak, sem rekel, pa dajmo probati, kaj pa če jim dam krat K. In ni bilo težav. Ker oni so do tukaj že ugotovili, te številke med sabo pomnožim, pa zadeva rešena. In ko so imeli tukaj, pa zdaj, ko so imeli pa zdaj tukaj 6K krat K, so rekli, očitno pa pol tle pa črke pomnožim med sabo K krat K, pa že vem odprej, da je to K kvadrat, še od potenc. Pa je šla zadeva gladko mimo. Potem naslednja stvar je bilo množenje enočlenika in veččlenika. Zadevo sem zastavil na enak način, se pravi, da so preštevali in zapisovali na dva različna načina vsoto enakih teles oziroma mrež enakih teles. Recimo tukaj imam prikazano eno tako hiško, kot je prej tudi Mitja opisoval. Se pravi, 3-krat imamo tole 4T plus 5K in zdaj, kdor je to iz tega videl, in to oboje jim je bilo podano na učnem listu, kdor je že iz tukaj uspel vzorec razbrati, se potem s tem drugim delom niti ni obadal. Rekel, ok. Se pravi, očitno samo 3 pa 4 pomnožim, 3 pa 5 pomnožim in so šli rešiti. Kdor tega ni videl, se je rekel, le spomnim se, kaj pa to sploh je. In je bolj šlo, ok, dobro, se lahko seštejemo te 3, pa pol spustimo klepaje, pa seštejem podobne. Se pravi, da smo pa gradili z tistega, kar že znamo, da smo prišli do tega, da smo rekli, zdaj pa, a vidiš, 3-krat si imel po 4T
in samo s trojko pomnožiš, pa če tudi ni šlo, so rekel, lepo, ali si jih po vsakič takole razpiši, pa je zadeva rešena. In so bili tako tudi tisti učno šibkejši pomirjeni, da imajo nek backup tega, kar so se že naučili do zdaj. Potem še en tak primer, ko so dobili tako telo, pa so morali 7-krat sešteti in tako naprej. Takole je bil navadno sestavljen en učni list. Na začetku neka ponovitev tistega, kar sem takrat potreboval. Se pravi, kako seštevamo več členike, sem dal izraze z celimi števili, da smo ponovili, kako se spušča oklepaje. To so vsi te primeri, ki jih imamo tukaj noter dane, so iz naših gradiv, ki sem jih direktno potem samo noter v ta list vstavil. In potem tudi zraven neko spremno besedilo, kaj zdaj, če je pred oklepajem, to se predznaki ohranijo, če je pa kaj, pa se predznaki spremenijo. In tako smo potem še naredili, potem pa rešen primer in potem oni samostojno rešujejo. Zraven še namig, kako, ker je bilo to v času učenja nadaljavo, smo morali potem tudi v Teamsih še zadevo pregledati, kjer so imeli rešitve, oziroma jih imajo še vedno. Kako je to zdaj povezano z našimi gradivi? Tisti, ki ste uporabniki naših gradiv, veste, da pri izrazih s celimi števili, to je v 8. razredu, je kolega Nermin, ki je bil avtor, oziroma eden od avtorjev v 8. razredu, celotno zadevo zapeljal prek takih barvnih krogcev, kjer je pozitivna števila prikazal kot moder krogec, negativna kot rdeč krogec, in na nek način je tukaj že priredil neko spremenljivko. In potem je tudi prikazano celotno seštevanje, torej kako seštejemo mi zdaj +4 in +3, je tako, da damo 4 modre krogce in 3 modre krogce, torej skupaj jih je 7 modrih, moder pa vemo, da je pozitivno število, torej vsota 7. Torej, to je v tem primeru, ko imamo enako predznačeni števili. Kaj pa, če so števila različno predznačena? Je nič hudega. Potem pa dodamo modrega, toliko kot jih je, rdečih toliko kot jih je. Tukaj, sem pa pozabil dodati zraven, je bilo pa uvedeno tudi termin ničelni par. Termin ničelni par pomeni, da se en moder in en rdeč krogec med sabo izničita. Torej, v tem primeru, kjer smo imeli +4 in -3, vidimo, da se nam na nek način kot krajšanje ulomkov, moder in rdeč po parih izničita in tistih, ki ostane več, toliko je potem na koncu so. In so potem zelo hitro vidijo, ok, se pravi moder +1. In potem po drugi strani, tukaj, ker smo imeli večje negativno število, vidimo, da ostane en rdeč krogec, torej je potem na koncu vsota -1. Takih nalog je tudi v samem gradivu kar precej, se je takrat Nermin zelo potrudil, da je te stvari noter vključeval, ker so tudi načeloma kar precej pomembne za samo razumevanje izrazov. Potem tukaj še en primer tega, kako jim je bilo razloženo, kaj zdaj pomeni prišteti nič, kaj pomeni prišteti pozitivno, prišteti negativno. Potem je noter tudi še, kako se prevaja iz odštevanja na seštevanje in tako naprej. Tako, hvala lepa, to je z moje strani, kar zadeva izrazov. Če je kakršnokoli vprašanje, izvolite. Sicer je pa, vidite, Mitja že pokazal tudi mojo željo. Res je. Torej ena stvar, prej sem mogoče malo pozabil, modeliranje. Zdaj, če bi kdo kdaj gledal učni načrt, je tam pri modeliranju 7 ciljev, ki so kar znanstveno napisani. Tako da mi smo potem vse zadevo vključili, ampak smo jo malo poenostavili. Tukaj bom zdaj pokazal en primer modeliranja pri valju, pri prostornini valja, čisto zares, ker je pač nek sod, seveda ni sod takle relsen čisto v obliki valja, ampak ni čisti val, ampak je pač nekako v obliki valja. Vemo, koliko je visok, vemo, koliko je širok v najožjem delu in koliko v najširšem, in potem zadeva se pelje tako, da nekako predpostavimo, da je tisti srednja širina nekje povprečje najožjega in najširšega dela in potem na tak način nekako izračunamo oziroma ocenimo, koliko bi lahko bila prostornina takega valja.
Bom pokazal potem še nekaj naloga, ne? Tisto je izvalja, ki se navezuje na modeliranje, torej doma poišči nekaj cvetličnih lončkov in določi njihove prostornine. Ne? Zdaj, nekateri so bolj, drugi manj podobni valju, ta drugi mogoče je kot že nek prisekan stožec, ampak še vedno lahko pogledamo, koliko je v najširšem delu širok tale lonček, koliko je širok v najožjem delu in potem očitno lahko predpostavimo, da za prostorino valja bi vzeli nekako povprečje teh dveh vrednosti. Se pa še modeliranje pojavi potem pri nalogah pri funkciji. Zdaj problem seveda modeliranja je to, da smo zelo omejeni znanjem, ki ga nekako recimo dobijo učenci v 9. razredu. Zdaj veliko več je tega modeliranja pri kakšnih kvadratnih funkcijah, eksponentnih funkcijah, korenskih funkcijah in kaj takega. Tukaj smo pač našli nekaj primerov iz funkcije in pa valja. Dal bi se pa tudi verjetno pri kakšni prizmi, se morda pa je, ki je noter, ampak če boste uporabljali, morda najdete. To je to. Pa nek chat, samo pozdravljeni. Evo, če kakšno vprašanje, spet zame, vabljeni. Hvala, Mitja in Uroš. Zaenkrat ni nobenega vprašanja, tako da bom jaz izkoristila ta čas, ki ga še imamo, da vam povem še nekaj o naši podpori za učitelje in za učence. Seveda pa, kot sem že prej povedala in trikrat, najbrž vabljeni, da napišete kakšno vprašanje. Tisti, ki naša gradiva že uporabljate, najbrž že poznate dva naša portala. Tretji portal, ki pa naša novost in je tudi v obliki mobilne aplikacije, pa najbrž še ne veste čisto za njega, tako da vam bom povedala na hitro o prvih dveh portalih, potem pa še o tistem novem malo več. Za tiste, ki pa ne poznate naših portalov, tistih že odprej, pa vabljeni, da poveste, da bom povedala več, ker nikoli ne vem, koliko naj to predstavljam, če ste sami učitelji, ki že uporabljate gradiva. Zdaj pa samo malo, da delim zaslon. Naš prvi portal je namenjen učiteljem. To je portal učimte.com in do njega dobite dostop vsi učitelji, ki uporabljate naša tiskana gradiva. Ta portal izgleda tako, kot vidite na zaslonu. Prednost njega je, da imate na njem vso podporo, ki jo vi potrebujete. Pomeni primere letnih priprav, primere dnevnih priprav, dodatne učne liste, zaenkrat za 6. in 7. razred letos zelo upam, smo se lotili dela tudi za 8. in 9. razred in res upam, da nam do konca leta uspe zapolniti vse in vas čim bolj spremljati, da jih dobivate sproti, tako da jih lahko že letos uporabljate. Potem imate tudi predloge preizkusov znanja, tudi za 6. in 7. razred zaenkrat, za 8. in 9. razred pa sestavljamo avtorsko skupino in tudi upamo, da jih čim prej zaključimo in pripravimo. Če se pa kdo počuti nagovorjenega in bi bil pripravljen sodelovati, pa lepo vabljeni, da mi sporočite, pa vas bom kontaktirala, pa se mogoče pridružite še vi naši avtorski skupini. Glavna prednost in glavna vrednost tega portala pa so interaktivne različice samostojnih delovnih zvezkov. Tako kot vidite tukaj, vsi samostojni delovni zvezki, ki jih imamo, so pripravljeni tudi interaktivno. Zdaj bom enega odprla za 7. razred. Vidite, lahko gremo po kazalu, si lahko iz naslovnice začnemo in potem gremo lahko po straneh, po kazalu se sprehajamo ali pa po straneh. Prednost tega gradiva je, da vanj lahko vpisujemo, lahko preverjamo rešitve, lahko prikažemo rešitve. Če vidite zdaj pri 58. nalogi, jaz lahko vpišem noter eno rešitev, lahko vpišem ulomek, lahko vpišem koren in potem lahko preverim, če je moja rešitev pravilna. Ker ni pravilna, jo lahko počistim in lahko potem tudi rešitev kar prikažem. Zato, da če recimo učenci v razredu rešujejo naloge, vi projicirate tole na tablo in potem jim prikažete rešitev, da lahko preverijo, če so reševali pravilno. Več o tem portalu in o interaktivnih delovnih zvezkih ne bom zdajle govorila. Poglejte si, pokličite za predstavitev, dobite gradivo brezplačno in
poizkusni dostop do tega portala, da si ga lahko gledate in preizkusite. Največ je vredno, če sami preklikate. Drugi portal, ki ga imamo, je namenjen učencem. Drugi portal je pa namenjen učencem, to je portal učimse.com in so na njem naloge, interaktivne naloge za vse razrede, takole na vsakem otoku, recimo za 9. razred. Imamo naloge za vse predmete, nas seveda zanima matematika. In noter imamo različne naloge, ločene po vsebinah, interaktivne, prijetne, luštne naloge, ki pa so namenjene ponavljanju. Pomeni malo drill nalog, malo samo prijetnih nalog, da utrjujejo. Kakšne stvari so tudi narejene kot kakšne primeri, da otroci povečajo svoje razumevanje, in tako različno. Na tem portalu potekajo tudi različne nagradne igre, otroci zbirajo zlatnike in jim je to motivacijo, da rešujejo. In v splošno se izkaže, da ga imajo otroci tudi v 9. razredu ta portal radi. Novost, ki smo jo naredili v času korone, ne vem, če že poznate, je učiteljski vmesnik. Tukaj imate, vidite, učitelji, lahko nastavite učencem, katere naloge morajo rešiti in potem vi tudi preverite, vidite, če so te naloge res rešili, koliko so bili uspešni pri reševanju in date lahko včasih tudi za domačo nalogo to, ali pa če imate računalniške učilnice v šoli, kakšno uro popestrite na ta način. Potem novost, o kateri sem pa prej govorila, je pa portal iUčbeniki.mk. Vsi učenci, ki dobijo dostop do Skodo v samostojnem delovnem zvezku, dobijo dostop do portala Učimse, to je že nekaj časa, zdaj po novem pa dobijo tudi dostop do portala iUčbeniki.mk. In če so se registrirali s Skodo, ki so jo dobili v gradivu, se jim tukaj odpre možnost, da grejo lahko na portal iUčbeniki. Ko kliknejo, jaz sem že si pripravila za to, da je hitreje. Ko kliknejo, se morajo najprej oni registrirati, ampak kar z isto potem uporabijo isto kodo oziroma je ta registracija potem, ko vpišejo svoje podatke, je prenos kode že kar avtomatski in dobijo dostop do gradiva. Jaz tukaj vidim vsa gradiva za matematiko, ker imam vsa odklenjena, vi pa vaši učenci pa boste videli tista gradiva, za katere imate kode in ki jih imate odklenjena. Gradiva na tem portalu so zelo podobna kot gradiva, interaktivna gradiva na portalu Učimte, tistem za vas. Pomeni, da lahko učenci noter vpisujejo rešitve, preverjajo rešitve, imajo povezave na portalu Učimse na naloge. Glavna razlika med portalom Učimte za vas in iUčbeniki za učence pa je v tem, da vi na vašem portalu so zraven še dnevne priprave, pa stvari, ki jih ne želite, da bi jih učenci imeli dostop do njih, tukaj na tem drugem portalu pa tega nimajo. Poleg tega smo jim malo otežili reševanje, da nimajo rešitev kar ponujenih na dlani, da se morajo vsem potruditi. Nimajo možnosti prikaza rešitve zaenkrat, pomeni, da oni lahko, ko nalogo rešijo, preverijo, je njihova rešitev pravilna. Pri tem smo se zelo trudili, da smo upoštevali vse različne možnosti rešitve, če je, ne vem, 3x plus y, je vseeno, ali naredi vmes presledek, ali ne naredi presledka in tako. Pač različne stvari, da jim upošteva več možnosti pravilnih rešitev. Načrtujemo pa tudi zdaj narediti še eno spremembo in sicer jim omogočiti prikaz rešitve, ampak šele potem, ko bodo oni poskusili nalogo rešiti. Pomeni, bojo poskusili nalogo rešiti, bojo preverili, če je njihova rešitev pravilna, če ni pravilna, pa bodo lahko prikazali rešitev, da bodo videli, kaj je prava rešitev. Zato, da se morajo malo potruditi, da pridejo do rešitve, da ne bodo samo prepisovali rešitev. Portal iUčbeniki.mk smo pa nadgradili tudi v mobilno aplikacijo. In to za Android in za iPhone oziroma iPade. Pomeni, da lahko kupite na iStoreu ali pa v Google Playu lahko naložite aplikacijo iUčbeniki.mk. Aplikacija je brezplačna in če imate kakšna gradiva odklenjena, jo boste imeli po registraciji tudi tam odklenjena. Drugače pa lahko kode za vsa ta gradiva interaktivna tudi kupite v aplikaciji sami. To
toliko sem jaz vam želela povedati, da neham deliti, ker vidim, da so ena vprašanja. Več vam, vidim nekaj vprašanj, super. Najprej, hvala gospa Marija za pohvalo in pisala, da je zadovoljna in da uporablja portal. Ja, učne liste za matematiko 8 in 9 se z avtorjem zelo trudva, da bi jih pripravila in res upam, da uspe letos to narediti, oziroma da uspe čim več vsebin vas prehiteti oziroma jih imeti pravočasno, da jih lahko že letos uporabite. Je pa včasih ne gre tako, kot si želimo, ampak jaz mislim, da letos nam pa res uspe. Gospa Vesna pa sprašuje, če učenec dobi rešitev šele, ko vnese svojo rešitev. Zaenkrat je sploh ne dobi. Zaenkrat možnosti prikaza rešitve sploh nimajo, bomo pa pri naslednjem updateu teh učbenikov, kar jaz mislim, da bo kar kmalu, naredili tako, da bodo lahko oni šele potem prikazali rešitev, ko bodo res rešili. Saj veste, goljufali bojo vedno bojo pisali noter 3, pa preverili, pa bo narobe, pa si prikazali rešitev, ampak vsaj imeli bojo občutek, da goljufajo, ne da si samo prikažejo rešitev in mogoče bo zato kakšen manj direktno prikazal rešitev. Seveda je pa težava pri nalogah, kjer ni reševanja v samostojni delovni zvezek, kjer ne morajo nič oni noter vpisovati niti v tiskano različico, tam pa bo pa še vedno samo možnost prikaza rešitve, ker drugače ne gre, ker ne moramo doseči tega, da bi nekaj vpisali, če nikamor nimajo. Če imate še kakšno vprašanje, povejte, če ne pa... Ima mogoče ena stvar, ki zdaj ni tako, da bi kdo pomislil na njo, a oni se lahko vpišejo samo, če imajo SDZ-je, ali pa kako je, če imajo pa učbenike na šoli? Če uporabljajo samostojne delovne zvezke, potem dobijo kodo noter, tako čakajte, da vzamem en samostojni delovni zvezek, imajo oni tako na začetku, napačnega sem vzela, tako na začetku noter je en listič in noter dobijo kodo za dostop do teh portalov. V primeru, da imajo učbenike, pa žal ta dostop ni avtomatsko omogočen, se pa da dogovoriti, pa se tudi potem dokupi po kakšni znižani ceni, če bi se odločili, da boste za cel razred kupili te kode, potem tudi se lahko. Absolutno pa učitelji, ki uporabljate gradiva, ne glede na to, uporabljate učbenike ali delovne zvezke, dobite dostop do vseh teh portalov. Učenci pa lahko dokupijo tudi takole, zdaj, če še enkrat delim. Tukaj vidite, imamo možnost nakup in lahko učenci potem si kupijo tudi tukaj kodo, kar avtomatsko dajo v košarico in kodo kupijo, da jo imajo potem tudi to kodo. Tukaj pa tudi, zdaj sem videla, imamo napisano, da je tudi na voljo kot aplikacija in če bi ste mobilnega telefona prišli na to stran, bi tukaj kliknili in bi nas vrglo v Google Play ali pa v App Store, da bi lahko to aplikacijo kar kupili. To je stvar, ki je čisto nova in moram 3-krat povedati, ker se mi zdi tako dobro. Eno vprašanje je še bilo, kako pridete do učiteljskega vmesnika. Če ste registrirani kot učitelj, pomeni, da ste nam sporočili, ali pa imate učiteljsko kodo, potem imate takole gor, tukaj desno, avtomatsko piše učitelji. In tukaj noter greste noter in imate navodila, kako vmesnik uporabljati. Na YouTubeu oziroma, ali pa, tukaj nekje, saj tukaj, je tudi filmček z navodili in to, kaj vam ta učiteljski vmesnik omogoča in kako ga lahko uporabljate. Če bi pa imeli potem še kakšno vprašanje, pa lahko poveste. Če pa tele ikone tukaj na začetku učitelj nimate, nam pa pišite, povejte, s katere šole ste in vam bomo vklopili ta vmesnik takoj. Tako da boste lahko že takoj naslednji dan uporabljali. Poleg tega, s katere šole ste, če želite imeti ta učiteljski vmesnik, nam morate seveda sporočiti tudi svoj kapitanski vzevek, da bomo vedeli, na katero ime naj to vežemo.
Če Uroš, Mitja, imate še kakšno stvar za dodati? Niti ne. Ne? Ne uživajo v naših gradivih. Tako. Hvala, gospa Marija, za pohvale, to je lepo slišati. Ji bom predala pohvale in povesela. Mislim, da je danes z nami. Tako da take stvari zelo pogrejajo in zelo polepšajo dan in vejo, da trud ni za manj. Hvala vam za sodelovanje, hvala vam za udeležbo. Jaz upam, da ste izvedeli kaj uporabnega. To sem še pozabila, ja, Uroš, a ne, ta učni list, ki si ga danes predstavljal in tako bomo dali tudi na portal. Ja, to je kar serija, če se ne motim, 6 ali 7 učnih listov, tako da, če se vam zdi to uporabno, seveda lahko ste gor objavimo, pa lahko poskusite. Letos je mimo, mogoče pa kdaj tako za koga še za naprej. No, tako da med učnimi listi, zdaj bomo malo ukrepili učne liste za 8. razred, ne? Pa v bližnji prihodnosti tudi druge, upam. Imejte lep večer, pa se vidimo naslednjič. Če imate pa kakršnakoli vprašanja, pa seveda vedno dobrodošli. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.